Put your head up, play! Jojo, Blaž, pozdravljen, kako si, kako gre? Pozdravljen, v redu, ti? Gre. Po dobrih debatah sem vedno dobre bolje in mislim, da so spet imela eno od teh dobrih debat namreč. Zelo zanimiva sogovornika, poznavalca CD-vite Olimpije, Lige ABA in predvsem evropske košarke. Tilen in Robi, kolega podcasterja, podcast Blokada. Povezavo do njunega podcasta boste našli tudi v opisu tega podcasta. Več o tem, kje jo najdete in o njima seveda tudi v samem pogovoru. Predebatirali smo pa, Blaž, čisto vse aktualne basket topike trenutno, Anada. Ni da ni, ali kako bi rekel. Ja, to vedno rečeš, ja, ni da ni. Začeli smo z našo reprezentanco in bližajočimi se olimpijskimi igrami. Potem malce na drugo stran Atlantika je beseda tekla o spremembah v Dallasu. Za konec pa ja, glede na to, da Robi in Tilen redno govorita o CD-viti Olimpiji, ABA ligi, tudi slovenski ligi, je beseda seveda tekla tudi o CD-viti Olimpiji, ABA ligi in slovenski ligi. Ni da ni. Tako, preden pa zavrtiva našo debato, bi pa samo se zahvalil poslušalcem, ki redno všečkate naše posnetke na vseh platformah, kjer smo prisotni in seveda, da tudi tam puščate komentarje, pozitivne, negativne kritike, vse, tako da, če boste nadaljevali s tem, bo super. Ja, res je, komentarji so tisto, kar najraje vidimo, z všečki in seveda naročninami nam pa najbolj pomagate, tudi date vzpodbudo za nadaljnje delo seveda, tako da se vam zahvaljujemo za vso podporo do sedaj. Blaž, bi še kaj dodal? Ne, jaz mislim, da lahko kar skočimo sedaj na debato z Tilnom in Robijem. Ali pa kar veselo na delo, ja? Lep pozdrav Tilnu Pircu in Robiju Kodermanu. Že. Zdrav. Lep pozdrav obema, fanta ustvarjata podcast Blokado. Najdete ju lahko na Twitterju pod @podcastblokada, ena beseda. Tilna pa najdete na @tilenpirc, prav tako ena beseda. Mislim, da smo te formalnosti obdelali, pa glede na to, da imamo zdaj pred sabo cel kup topik pripravljenih, lahko kar začnemo, pa lahko mogoče začnemo z reprezentanco. Gledali jih bomo v Tokiu, to, kar smo si vsi močno želeli, močno navijali, to se je zdaj zgodilo. Pa ja, lahko začnemo s tistim standardnim, vseobsegajočim vprašanjem. Vajna pričakovanja v Tokiu. Jaz mislim, da medalje čisto realna tukaj. No. Tudi Greg Popovič je omenil, postaviš Luko na igrišče, 4 borce zraven, pa imaš res močno ekipo. Mi je pa zanimivo bilo videti tiste številke o prebivalcih. Ne. Res smo mehni, ne. Ampak imamo toliko kvalitetno košarkarsko ekipo, tako da jaz mislim, da bronz je brez problema dosegljiv. Srebro tudi bi rekel, zlato pa, ne vem, no, Amerika ima res dream team postavljen letos, tako da bo zanimivo. Čeprav so proti Nigeriji zdaj izgubili, isto taka borbena ekipa z veliko potencijala, ima dober nastavek za prihodnost. Tako da, če je pač Nigerija premagala ameriško reprezentanco, res se treba pač zavedati, da je bila to prijateljska tekma, ampak vseeno, če bo nam trojka laufale, nevarni smo res čisto vsi z izmetom za 3, potem se nas lahko čisto brez problema tudi Amerika boji. No? Ja, jaz bi pa tukaj dodal, pač vse je odvisno, kdaj bomo mi Ameriko fasali, ne? Dejstvo je, da nekako to, da pridemo iz tega group stagea, mislim, da je po mojem najslabša Japonska v tej skupini kot gostitelj, pa ja, kdaj mi Ameriko dobimo, ne? Če jo dobimo šele v finalu, pol je tudi realno, da znamo do finala prideti. Zdaj pač ekipni duh je ful dober, ta vibe in vse skupaj. Res, ko smo gledali tekmo z Litvo, pa ko vidiš Donke, tako se že par 30-30 začne smejati in pol se cela ekipa smeji, pol je to, ne. Pol so sproščeni in pol še take trice padajo, kakor so na tekmi, ki je Čančar, vse je trofu in ja, pol vse mogoče, no. Tako da močni smo zadost, potem pa v bistvu ja, mislim, da je Amerika edina tista prepreka, ki nas lahko že prej, je pa vse odvisno, kdaj jo skasiramo. Ne? Pa ni da je tako narejen, da se neki ful težji križe znotraj ekipe, znotraj grupe. Mislim, da je tako nekako letos nastane, da se težje križe ekipe znotraj grupe. Ne? Mislim, da šele v polfinalu lahko. Ja.
Žreb je v bistvu po skupinskem delu, bo žreb in bojo žrebali pare potem v četrtfinalnih bojih. Tako da ne bo že vnaprej določeno, nosilci med sabo ne bojo mogli igrati, ampak so možne tukaj vse mogoče kombinacije, ker bojo žrebali, ne bo ni že vnaprej določeno. Pa konec koncev tudi ne bo tega, kako bi rekel, šušmarjenja, da bojo preračunavali, kdaj izgubiti, kdaj ne. Tista klasika, ki vemo, kako je že Slovenija to enkrat stala na svetovnem prvenstvu, ko smo pa Ameriko pokasirali. Ampak drugače, v bistvu edina omejitev pri tem žrebu je, da se ekipe iz iste skupine v četrtfinalu ne morejo srečati. To je v bistvu edina omejitev, pa pač tako, ko imate že omenil nosilci, pa ne nosilci, bo razdeljeno. Bi pa drugače omenil, ko se jih razlagal ti Tilan o tisti populaciji. Jaz sem enega ameriškega podcasterja poslušal, ko je v bistvu razlagal, kak fenomen je v bistvu Slovenija, da je prišla na olimpijske igre in je pač enostavno to primerjal s tem in rekel, pač predstavljajte si, da zvezna država New Mexico ustanovi svojo ekipo. New Mexico ima 2 milijonsko populacijo in pride na olimpijske igre. Pač to je, lahko samo damo kapo dol našim fantom, saj tukaj ni kaj. Krele bi bilo za izpostaviti, pač sploh ne samo v košarki, mi smo res kvalitetni in v odbojki, in v rokometu, in v kolesarnju zdaj, pa še v tenisu zgleda, da smo zdaj spet zimski športi. To je res noro, če je še na to temo malo vrženo hit. Je pa zdaj bila novica, mislim, da en teden nazaj objavljena, da se je pri španski reprezentanci Juancho Hernan Gomez poškodoval, kar velik člen v tej novi generaciji, tako da bo pač Španija šla na olimpijske igre malo oslabljena iz tega vidika. Še malo starejša povprečna starost ekipe potem, glede na to, da so že tako stari in je Juancho in Vili, njegov brat sta dva od mlajših, pa verjetno bi bil Juancho celo malo bolj koristen v tej reprezentanci, glede na to, kako je zgrajena kot pa Vili. Vemo, kako je zdaj s centri v moderni košarki in smo tudi po odlitvi videli, kako je s tem, ampak če se vrnemo malo še na to našo skupino na olimpijskih igrah, omenila sta tudi Japonsko, ki res ni favorit te skupine, ampak jih ne gre podcenjevati z Rujem Hachimuro in Yuto Watanabe, dvema NBA igralcema. Dobrima igralcema, pravzaprav oba sta sicer Yuta je bolj obrobni igralec, ampak je NBA level igralec, je igralec NBA kvalitete, 206 visok, zelo gibljivo krilo, tak igralec, ki bi brez problema tudi veliko vlogo igral v kakšnem vrhunskem evroligaškem klubu. Tako da s takima dvema igralcema so nevarni, pa res, da potem pa je upad kvalitete po teh dveh precejšnji. Argentina in Španija. Hotel sem omeniti, Argentina bo zelo navarna, pač ljudje ne smejo podcenjevati, Luis Scola res tako trga gate, prejem 40 trga gate, poma še kle Campazzo, pa la Provitolo, tako da bo kar zanimivo, vse skupaj. Ne bo lahka skupina, ampak ima pač definitivno velik potencial, ne glede na težko skupino na teh olimpijskih. Ko si ravno omenil Scolo, res je, zdaj je ravno na prijateljski tekmi proti Avstraliji, 25 točk, 9 skokov. 4-6 za 3, mislim, da. 4-8, mislim, da je bil. 4-8. Mislim, da sem odprl statistiko, 4-8, še vedno odličen, 50%, tako da še vedno pri 41 letih igra na res zavidljivo visokem nivoju. Malo igralcev v zgodovini, če sploh kdo je lahko pri teh letih igral še tako pomembno vlogo. Mislim, da Scolo planira dele, da bo šel v pokoj po teh olimpijskih, nisem siguran, ampak meni se zdi, da je to nekako bila ideja teh olimpijskih in za njega in za Gasola, Predvidevam, da bosta oba 40-letnika, da jih čez 4 leta oziroma 3 leta ne bomo več gledali na olimpijskih igrah, to bi bil pa, mislim, že zdaj sta svoj vrsten fenomen, ampak če bosta pa še ene obdelala, potem pa, premikata je možno. Bosta že prav v penzijo šla direkt, Dejansko bosta lahko iz olimpijskih potem, penzijo. Se sta že zdajle penziča, ampak je neka vrste svojevrstna čast tudi za slovensko reprezentanco, da bojo igrali proti dvema zlatima oziroma pri Argentini ostankom te zlate generacije. Skola večina so se že, seveda z Manujem na čelu, so se že pred nekaj leti upokojili, ampak Skola še vedno ostaja in španska reprezentanca na čelu z obema bratoma Gasola in seveda ostalimi igralci, ki se tudi počasi poslavljajo, bo neke vrste svojevrstna čas za naše igrati na nek način poslovilni turnir proti zlati španski generaciji. Še lepših bo pa premagati,
Ja. To ima še zmeraj pa moje posttraumatski sindrom iz Eurobasketa. Glede na to, kako smo jih izdominirali na Eurobasketu in zdaj, če primerjamo tisto reprezentanco s to, je ta kvečem starejša, ni pa boljša. Jaz bi celo rekel, to je zdaj tak hot take, da Dončić zbalansira to pomanjkanje kakovosti Dragića, ki je toliko napredoval zdaj v karieri, kot je v NBA-ju, in bi celo rekel, da je ta reprezentanca po kvaliteti boljša od Eurobasket reprezentance. No. To je zelo diskutabilno. Je res, da v bistvu so vsi igralci, ki so igrali na Eurobasketu, naredili korak naprej. To je dejstvo. Vsi igralci iz Eurobasketa so trenutno boljši, kot so bili na Eurobasketu. Tako da v bistvu to niti mogoče ni tako hot take. Ja, je diskutabilno, ampak dejansko mislim, da so tudi ostali igralci toliko se dvignili, da ja, mogoče manjko Vidmarja in pa Dragića kompenzirajo precej bolje, kot bi si kdo mislil. No? Jaz tukaj ne kot manjko Gorana, ampak bolj kot manjko Vidmarja pri nas, ker Vidmar je še vsem bil, rekel, tisti fotar pod košem, kaj te potem ulice, tudi če je tam ulica Mark Gasol, ne? In tukaj nam ta masiva malo manjka, ne glede na to, da imamo Dimca in vse skupine, vemo, da to ni isti nivo, je pa zdaj s to novim centrom to zdaj čisto druge dimenzije zopet šlo in ja, bo zanimivo. No? Bi pa jaz rekel, da mi je zelo všeč ta adaptacija small ball line, pa to smo proti Litvi zelo dobro pokazali. Predvsem za izpostaviti Muriča, ki je res fenomenalno odigral obrambo pod košem. Je res parkrat bilo prav smešno videti, kako se je z Valančunestom naročeval. Tako da tukaj mi je všečno, da smo nekako potem zdaj začeli ta small ball igrati. No. Smo se nekako adaptirali temu pomanjkanju visokih igralcev v reprezentanci. Ja, na nek način je bila ta tekma Litva-Slovenija, big ball proti small ballu, to se je napovedovalo že dlje časa in se je tudi pokazalo, zakaj v moderni košarki playmakeri in ostrostrelci imajo toliko višjo vrednost kot pa kvalitetni centri, kar seveda Valančunas in Sabonis nedvomno sta. V enem podcastu, ki smo ga z Matejem posnela direkt po tisti tekmi, sem jaz rekel, da je Murič odigral obrambo na Sabonisu na nivoju NBA igralca. Matej se ni strinjal, ampak jaz mislim, da legit je, ne? Ker mislim, končni fazi, če ti ustaviš... Ti si rekel, bolj kot kdo v NBA-ju so ga ustavljali, kar ja, mislim, da to ni niti spet toliko. Imaš zelo veliki igralcev, ki recimo sploh ne igrajo obrambe, ne? Mislim, tako da pa igrajo v NBA-ju, ne? Obrambo. Ja, tam ne moreš igrati obrambe, se ne smeš dotakati, tukaj ga pa lahko pošten primaš. Zaradi tega, to mi je top, ne? Ja, ampak še vedno, veš, Sabonisa kar tako ustaviti pa Valančunasa, mislim, ni to veš, tudi če so pravila malo drugačna, če nisi ti, nimaš te kvalitete, je to dejansko nemogoče, taka hrusta, ki sta. Se je pa pokazal, ta tranzicija v to moderno košarko na tej tekmi, ne? Ko se dokaže, da Sabonis pa Valančunas ne morata bivati skupaj na igrišču v isti peterki, ne? Ker je res toliko odvisen zdaj človek od tega meta za 3, da si ne moreš prvošati dveh takih igralcev, ko nimata izoblikovanega meta za 3. Pa brzine, ne, predvsem za to prevzemanje in vse skupaj. To je bilo jasno že skoraj pred tekmovanjem. Jaz v bistvu nisem pričakoval, da bodo začeli z 2 centroma proti nam, ravno zaradi vsega tega, o čemer smo zdaj govorili. In potem se je to tudi na sami tekmi izkazalo, ko smo mi začeli zadevati tiste odprte mete, ki jih pridelajo naši playmakeri na čelu z seveda Luko, čeprav seveda tudi Prepelič ni slab v pick and rollu in tudi vsi ostali lahko žogo spustijo na parketu, odigrajo pick and roll, najdejo prostega igralca, vemo, kakšen napredek je Blažič naredil kot bolj Hendler v zadnjih letih. Tako da, ja, imamo več igralcev, zunanje igralce, ki znajo vse, ne enako kvalitetno, ampak znajo vse in smo te mismeče odlično izkoristili in to bo zanimivo tudi na samih olimpijskih igrah proti visoki španski postavi, proti počasnejšim Argentincem, čeprav oni poskušajo igrati hitreje z Kapacom, ampak če imaš v postavi Skolaja, ne moreš biti pretirano hiter, to je jasno. Ja, je še vedno izjemen v postu, gledal sem tekmo proti Avstralcem, njegove vrhunce in njegova tehnika v postu je res, zna vse. Ta njegov postgame je bil tak njegov signature, ne?
To je skrb pogrešen danes. No? Čeprav itak vse bazira iz zunanje linije, ampak takrat, ko se ti pa met ustava, je pa fajn, da imaš enega Katirine od spodaj s hrbtom in ti pač te zicerje na koncu pospravlja. Ne? Tega danes ni in to je dobro. Mi je pa všečno, da je upravičil ta faktor X Čančar. V NBA lih nismo mogli videti, kaj je zmožen, je pač dobival neke drobtince, ki jih je super pač izkoriščal v Denverju, ampak je pa pač v reprezentanci pokazal, da je napredoval zelo. In je v parih momentih človek rekel, Jesus Christ, je pa res super, da ga imamo. Ja, mislim, on dejansko, v kjerikoli drugi ekipi v NBA-ju kot v Denver, mislim, da bi bil brez problema v rotaciji. Pač Denver je enostavno globoka ekipa ravno na njegovih položajih, pač to, ki zdaj nimam ampak v kjerikoli drugi ekipi mislim, da bi bil v rotaciji, mogoče lih ne v njih najboljših ekipah, ampak je vseeno pač dovolj ekip v ligi NBA, da jaz mislim, da v večini bi vseeno bil v rotaciji brez težav. Ja, mislim, da bi lahko igral v rotaciji enega povprečnega NBA kluba. Mislim, da je dovolj dober in tudi po tistih drobtincah, ki jih je dobil, ki smo jih tudi analizirali, je kazal se nek določen napredek v njegovi igri, predvsem fizičen in tukaj ga bomo ravno proti kakšnem Skolaju ali pa small ballu, ki si ga ti omenil, Tilen, ga bomo res potrebovali. Je dejstvo, da ga bomo rabili v teh situacijah, njega in Muriča seveda, ker Dimec je verjetno tisti igralec, ki bo zelo težko igral v določenih postavitvah, ampak če bojo recimo Španci vztrajali z njihovimi visokimi igralci, bo lahko tudi on koristen, ampak ravno ta small ball je naša prednost. Zaradi tega, tudi če recimo Mike Tobey na centru, pa potem 4 krila, 4 zunanji igralci okoli njega, tudi taka peterka, ker lahko Tobey zadane za 3, je zelo nevarna, zraven pa odigra še pick and roll in dodata vertikalni spacing, ki je potreben. Je res, naš napad seveda za tisto glavo kače, Luko na čelu, morda celo eden najboljših, če vzamemo Američane, mogoče najboljši, Avstralce še mogoče, med temi moštvi na olimpijskimi igrami, ki bodo tam nastopili. Definitivno se strinjam. Pa bi bilo fajn tudi, podcenjena stvar v naši reprezentanci je tudi pač obramba. Mi smo vsi pač mislili, da bomo v obrambi nas bojo pač prebijali brez problema, ampak smo proti Litvi res pokazali, da ima ta man-to-man defense, imamo res dober. Smo stisnili takrat, ko je bilo treba in tudi v obrambi ne more lih vsak pač. Velike komunikacije, pa ta prevzemanje enostavno ni. Tudi če play prebije, ga že center pohopa in se potem že fanti znotraj rakete zarotirajo, da so nekako, bom rekel, na uredu pozicijah za pokrivanje. Da ni potem playmaker center pokrivanja, recimo. To je pa tista glavna razlika, ki jo je Sekulič upeljal praktično za prvo tekmo, ko je vodil to reprezentanca. Pač pod Trifunovičem je vse skupaj bilo zelo tako. On je imel free-flowing defense, bomo rekala. Nedorečeno. Tako, tukaj on je pa res naredil tako neko strukturo in to je pač v bistvu bila tudi potem glavna razlika, zakaj so naši potem pod Sekuličem začeli toliko boljši igrati, kot so igrali pod Trifunovičem. Ker pri Trifunoviču pa obramba je bila bolj tako, mogoče napad, recimo soliden, pač je zna nekaj postati, ampak obramba je bila pa problematična tam. Tako da Sekulič je to spremenil in zdaj smo tam. In to je lih to, kar v bistvu tudi igralci poudarjajo. Sekulič, ne glede na vse, se ni toliko omenil ob tem dosežku, je pa to, da pač dejansko vsi igralci govorijo, da vsak ima svojo vlogo in vsak točno ve, kdaj, kje, kako zarotirajo in to se dejansko pač pozna. Predvsem v obrambi. Napad je itak go with the flow, Luka 4 na sebe potegne, pa sam čakajo fante, dobo strelo. Jaz bi res pohvalil Sekuliča. Jaz sem bil en izmed tistih, ki si nisem želel pač Sekuliča imeti na mestu glavnega trenera. Jaz sem bil nekako tisti, ki bi hotel kakšnega Itvidisa imeti, pa kaj tazga. Tako da me je res zelo pozitivno presenetil in sem tako naprej. Če sem čisto iskren, jaz tudi pač s Sekuličem nisem bil najbolj navdušen, ampak jaz mislim, da dejansko je njegov košarkarski pač znanje in trenersko znanje, jaz mislim, da presega nivoje neke češke lige. Jaz mislim, da vsaj kakšnega ABA ligaša brez problema vodi, če ne mogoče celo kakšno Eurocup ekipo. Si pa mislim, da če jim Murata zdaj še nekim uspehom na olimpijskih, da mu ponud ne bo manjkal. Se mu dvignil delnice. Za koliko let je podpisal sploh pri Nürnbergu? Mislim, da je zdaj bil
bil 2 leti pomočnik, zdaj pa mislim, da je tudi za 2 leti od letošnje sezone naprej, ko bo podaljšal oziroma da v glavnem trener. Nürnberg dejansko ni slaba ekipa, Basketball Champions League igrajo, tako da Final Eight so bili se ne bo na slabem mestu razvijal, no je to zelo taka... So legit, po mojem za odskočno desko, tudi trenersko, da je to dobra ekipa, pa pač je v Evropi dosti legit in mislim, da bojo hiter tudi definitivno porajtali ostale ekipe. Pohvale na račun Sekuliča so več kot utemeljene in zaslužene, tudi ker je res opravil dobro delo, ampak je vedno treba tudi reči, da če ima trener takega igralca kot je Luka, si upam trditi, da bi tudi kakšen od nas dobro skredil pri vodenju ekipe s takim igralcem. Klele bi mogoče malo izpostavil, dejansko mogoče je lih tako ekipa Sekulič rab, tako ekipo, ko ni nekih šumov znotraj pač kemije in tega kalaufa, vse tako, ka more, ka vsi so pripravljeni ga poslušati, ka ni nekih konfliktov in ka znajo konstruktivno predebatirati napake, ne? Tako da si konstantno na čistem in on kar rab pač postavi je to, da postavi pač taktiko za tekmo in vse ostalo pač itek laufa zaradi Luke, ne. Dejansko je, treba povedati, da je Sekulič upravil res dobro delo in več kot očitno tudi zelo natančno preštudiral igro Dallasa letos. Lahko smo videli na celotnem turnirju identične akcije, kot jih Dallas igra. Uporabljal je Luko na skoraj da isti način, tista poglavitna razlika med Dallasom in slovensko reprezentanco, kar so pa z Blažem v najnih podcastih tudi govorila pred samim turnirjem, je pa to, da imamo, ne bom rekel bolj kvalitetne šuterje, ampak na nivoju FIBA košarke imamo relativno gledano, glede na konkurenco, boljšo ekipo, bolj primerno sestavljeno ekipo okoli Luke kot Dallas, kar je pa na nek način celo malce ironično, glede na to, da oni pač sestavljajo, gradijo ekipo z denarjem, mi pa ne moremo tukaj izberati, ampak se je res tukaj iz igralskega in tega kemijskega aspekta, če tako rečem, vse poklopilo. Jaz imam funny question. A mislite, da bo Cuban gledal in bo videl mater vola, Prepelič bi pa v Dallas paso, pa kakšen Tobi in bi pol kar naenkrat tak trade bil, ki bi vsi Sančuka zgledali. Če ima kdo jajca, kakšno tako sceno izpela, da mogoče Prepeliča ne, pač ti treba le z rezervo imati, ampak kakšen Mike Tobi recimo, da bi bil kot tretji center. Ne vem, če je Mike Tobi ravno NBA center, nivo NBA centra, že spet je treba tukaj upoštevati konkurenco, pa Luko Dončića, faktor Luke Dončića v pick and rollu, lahko vsak center zraven njega deluje fantastično, ker vse, kar mora narediti, je lobe pospraviti v koš. Sam Žigo Dimca, ne. Ne, sam za koga predalu se tega ni, ne. A ne bi bila fora, pač, ker NBA je finančno na tako višjem nivoju, pač dati, ne vem, $5 milijonov enemu evropskemu igralcu, ki mogoče niti tukaj ni v prvem planu, ne, govorim primer Prepelič Blažič, ne, ampak da zaradi same kemije in vsega tega priliko, pač sej, $5 milijonov za Dallasa ne bo konca, ne. Jaz mislim, da Prepelič bi lahko bil v rotaciji NBA kluba, mislim, za Dallas je igral 2 sezoni nazaj, sezono nazaj, Ryan Brokov, Avstralec, soliden branilec, ampak mislim, da je Prepelič boljši. Posebenega, no. Ne, sej soliden, mislim, ne morem reči, da je slab. Je dober strelc, ampak ni boljši od Prepeliča, je Prepelič boljši. Tako da, če je on lahko tam igral. Jaz mislim, da Mark Cuban ne bo nič naredil, ker Cuban je obljubil, da se ne več vmešava v športni del ekipe, tako da... Rekla kazala. Vem, da se ni zaslišal, ampak malo je bilo sarkastičnega glasu vmes. Luka postaja ikona kluba, ne? Vemo pa tudi, kakšne vplive ima lahko ikone kluba, ne? Ja, čeprav mislim, da Luka se v tej fazi njegove kariere imam občutek, da je to, vsaj kar se tiče sestavljanja rosterja, postavljanja trenerja ali pa funkcionarjev v klubu, je to zadnjo, kar razmišlja. Prepričan sem pa, da hoče imeti okoli sebe konkurenčno ekipo, s katero se lahko bori, tako kot Slovenijo, za medaljo v NBA-ju za naslov ali pa vsaj za recimo finale konference, za višjo uvrstitev v play-offu. To bojo vsekakor mogli narediti. Mogoče lahko še malo rečemo, če sta hotla še kaj dodati o olimpijskih igrah, reprezentanci, Blaž, povejte, pa mogoče lahko kakšno v Dallasu, glede na to, da smo zdaj že malo prešli na temo. Mogoče bi lahko te olimpijske igre zaključili na temu dejansko, kakaj je vajna napoved za končno uvrstitev. Jaz bi rekel bron. In pa rekel top 6.
top 4 smo zmagovalci, kar bo več, je pa itak. Veselica, sred korone. Jaz bi pa kar bron rekel, jaz bi pa kar rekel medalja. Matej? Ja, zlata, seveda. Step back v zadnji sekundi čez Kevina Duranta, trojka za 1 točko prednosti in zmaga ob zvoku sirene za olimpijsko zlato. To je to. Na takih tekmah se res lahko zgodijo vse mogoče stvari. Jaz bi sam dodal, da v bistvu so v redu ure za tekmo, ker bomo lepo vsi na šihtu, pa telefone, pa tekmo gledali. Šiht bo trpel. Jaz že razmišljam, če bo treba dopust vzeti v njih 14 dni. Ja, jaz ga bom, mislim. Fak, dobra ideja, drugače. Sploh pomislil nisem. Ali pa vzameš dopust 3 ure, veš, pa greš ob 10 na šiht. Jaz sem že razmišljal, kako bi na šihtu izgledal, če bi pač tako javil, da bom pač tako v ponedeljek, pa v četrtek, pa naslednji ponedeljek, pa če bom sam posamezne dneve na dopustu. To me zanima, kako bi odreagiral. Vprašal. Pravico imaš. Probat ni greh, tako da Blaž... Jaz sem pa pred šihtom gledal, ko ob 8 začnem. Bom pa pogledal vsaj 2-3 četrtine, pa ostala pa bom že nek se prešvercal. Ja, jaz, če bo se le dal, bom vzel dopust in bom tiste dneve frej. Tako da, Blaž, ti pa tudi si rezerveri, zato ker bo mogla podcaste potem snemati, tako da ne pozabiti na to. Ja, prioritete. Ja, prioritete. Pa ja, smo rekli Dallas, da mogoče lahko še kaj omenimo. Mislim, zagotovo sta vsaj posredno spremljala vse te dogodke, ki so tudi prišli na našo stran Atlantika. Konec koncev je Dallas neke vrste, zdaj tudi slovenski klub z Luko tam. Mogoče bo pa po letošnjem prestopnem roku še bolj, nekaj si še peta tudi o Goranu Dragiću spet možnem prihodu, saj na seznamih želja nekaterih novinarjev sem ga videl iz Dallasa. Pa me zanima vajen pogled mogoče na celotno dogajanje v zadnjem času, pa koliko sta optimista za naprej? Se bo kaj spremenilo? Mislite, da bo naslednjo sezono bolje, da bojo vse te huronske spremembe pripeljale do kakšnih uspehov? Mnogo GM-a imajo, ne? Tako da to je dober korak vnaprej. Upam, da bojo tudi Boba skenslali, no? Ta GM iz Sence, ki ne bi v bistvu nekako po domač povedan zjebal sistem v zadju in imel nekako besedo in nad Donjem in nad Rikom. Pa Rik je tudi zdaj v bistvu šel stran, trener Jason Kidd. Klele nekako mi šlo malo na živce, no ja, obtožen je bil nasilja, ki ga je izvajal nad takratno ženo. To ljudje zdaj pač nekako skozi mečejo naprej, ampak noben se pa ni pritoževal takrat, ko je bil pač player pri Dallas Mavericksih, ne. Ko je prsten dosegel, se pa nobeden ni to pritoževal, ne. In so bili vsi veseli. Jaz mislim, da je to že toliko časa minil, sam je tudi že omenil, da mu je pač žal, da se do tega prišlo, da je pač nov človek in vse skupaj. In jaz mislim, da je Kiddu pač potrebno dati priložnost, no. Res, da mu nekako njegov win-loss ratio ne gre lih v prid, ne, iz Milwaukeeja pa iz Brooklyna. Ampak ja, mogoče pač sam rab ta pravo sredino, kjer bo nekako postal dober trener oziroma boljši trener, ne. Ja, jaz bi tukaj dodal, da pač predala se vse odvisen, kako bodo trgovali, ne. Zdaj že, odkar je Luka prišel, že 2 sezone, nestrpno pričakujemo, da jo kakšne okrepitve konkretne, ampak v bistvu so bile bolj kot ne prazne obljube. Zdaj pač, kako bo tudi s KP-jem, konc konca vidimo, nekako najbolj ne funkcionirata. Če bi se kakšen klub najdel, ki bi njegovo pogodbo prevzel, po mojem niti ne bilo tako slabo, no. Je pa po mojem, za moje pojme dost pomembno, da Hardaway mora ostati in pa predvsem rabimo enega konkretnega centra, no. Zdaj že 2 let Koli Stein pa Marjanović pa take fore, Pavel je pač enostavno premalo in rabijo konkretne ukrepitve. Zdaj pa glede na to, da se tudi o nekih zvezdnikih govori, ampak ja, v bistvu to se je vedno, dokler ne vidimo, ne verjamemo. No, sej, to je nekak tradicija Mavericksa, ne, se skozi neki govori, pa pol ni nič, ne. Kot si ti rekel, ne, veliko je zdaj odvisno, kako bo iz Porzingisom, ne. To je nekako en izmed njegovih prvih off-seasonov po dolgem času, ki je dejansko zdrav in nepoškodovan na ta off-season stopil. Zdaj, če bo nekako ta off-season izkoristil, da se ojača in da nekako dobi nazaj to formo, po kateri bi on znan v Knicksih, ne. To je mislim, da to biti zelo nevarno, ne.
Koliko je resnice o teh težavah med njima, pač to je tudi malo treba za rezervo vzeti, tako da to bomo videli. Mi je pa zdaj zelo pomembno res ta off-season, da pripeljajo nekaj konkretnega, no, da se pokaže tudi Luki, da se trudijo in da pride nekaj konkretnega v Dallas. Zdaj pač je Luka v teh 2-3 sezonah naredil po dolgem cajtu spet en hype dober v Dallasu, da po mojem bo zdaj tudi za vse ostale košarkarje rekel bolj zanimiva destinacija, da se mu pridružijo. Ker pač vsi vemo, da je kakšen Miami pa Los Angeles so zelo priljubljene destinacije. Zdaj pa počasi, da tudi Dallas v to igro so upadli. Bi pa kle še izpostavljeno, ker se rekel Tim Hardaway Jr., da mora ostati. Zdaj on bo sigurno probal iztržati maksimum v svoji pač pogodbi. Koliko je vredno tazga playerja na toliko veliko pogodbo podpisati, pa kaj lahko dobiš drugega za tak denar, je potem tudi svoja pesem, ne? In svoja zgodba. Vse dejansko bomo videli. Zdaj, prestopni rok se začne, mislim, da 2. ali 4. avgusta in takrat v bistvu v roku enega tedna do 10 dni bo v bistvu že nekako jasno, kam pa staca molija. Če bojo agresivno nastopili na trgu z menjavami in vsem, pol očitno mislijo resno. Zdaj pa, če bo vse nekako medlo, pa vse nekako spet tipanje terena, pol pa vemo, da v bistvu bo spet, mislim, da to poletje ne bo nič kaj posebenega se spremenil razen trener. In ravno ta sprememba Kit na položaju trenerja, še vedno ne razumem tega. Preprosto mi ni jasno ta poteza, omenil si njegove zasebne težave, pa ni samo en incident imel. Konec koncev, manj kot 10 let nazaj je totalko, ko je bil naš Gans zgrešil in avto okoli droga zavil in imel veliko srečo, da ni sebe ali pa koga drugega koštal življenja. Tako da ne vem, kdo je natančno že omenil, da se lahko spreminja in da mogoče je dozorel, odrasel v teh letih in mogoče tudi kot trener se spremenil, ker to je pa drugi aspekt. Eno je zasebno življenje, drugo je pa njegov trenerski rekord. Kako je deloval v Brooklynu, kako je deloval v Milwaukeeju, vse to me dela zelo velikega skeptika pred nadaljevanjem sezone. Še vedno se zdi, da vsem odloča Mark Cuban. Njegovi prstni odtisi so pri vseh teh zadnjih potezah. On je postavil vse te ljudi, tudi Nika Harrisona, ki bo predsednik. Mi je pa zanimiva izbira Nika Harrisona. Ne? On je bil senca Kobe Bryanta pri njegovem brandu. Veze ima in odnose ima tudi zelo dobre z temi zvezdniki. Je pa zanimivo, ne? Kako je pač najel za asistenta pri iskanju trenerja Dirka Nowitzkega. Ne? To je bil en izmed tak značilnih PR movov, kako prikriješ neka maskirka. Ne? Kako se rekel, prstni odtisi Cubana so še vedno pač vse posodne. On odločal vsem in se zdi, da je na nek način pripeljal nazaj fante iz 2011, celo ekipo zbral. Michael Finley je tudi še vedno tam v front officeu, on je tisti, ki je preživel to čistko zdaj, ki je bila. Potem pa Nico Harrison in Kid. Nico Harrison, pravijo, je sposoben človek, executive v industriji superg, pomemben človek pri Nike, vemo, kaj je Nike kot globalen brand, ampak res je pa, da nima nobenih izkušenj z vodenjem košarkarske ekipe, s sestavljanjem košarkarske ekipe. Eno je pripeljati največje zvezdnike k Nikeju, kar mislim, da ni težko, domnevam, večina hoče za Nike podpisati, še vedno v primerjavi z Adidasom ali pa ostalimi znamkami, je Nike še vedno tržno daleč največja znamka in mislim, da je tukaj precej lažji z takimi imeni, kot je Michael Jordan, Jordan Brand in podobno, seveda pripeljati ljudi. Zdaj, kako bo pa z igralci? Bomo videli, kaj bo čas pokazal tukaj v tej situaciji, ampak moram reči, da pri teh prvih potezah, ki so jih sprejeli, spremembah, nisem niti malo optimističen in tudi po vsem, kar je prišlo na dan, tudi Vulgari sta omenila, ob vseh teh stvareh, ki so v zadju, se res zdi in tudi, ko se pogovarjam z dolgoletnimi spremljevalci Dallas Mavericksov, blogerji ali pa novinarji, ki jih tudi spremljajo že dolgo časa. Imam tak občutek, da je neko večinsko mnenje, da dokler bo Cuban imel prste zraven in ne bo prepustil vodenja košarkarske ekipe ljudem, ki poznajo košarko, ljudem iz košarke, košarkarskim ljudem, se ne bo nič spremenilo. Bomo videli, morda se pa motim, pa bomo na koncu rekli, tako kot pri Sekuliču, ki smo se očitno motili vsi skupaj in je dobro upravil svoje delo, mogoče bo podobno s Kidom, ne
rečem nič, ampak ja, glede na zgodovino, glede na njegov rekord, je težko biti optimist. Ja, bi pa lahko mogoče na tej točki šifnali nazaj čez Atlantik, mogoče pogledali Ligo ABA, CD-vita Olimpijo, tukaj sta pa videl v bistvu eksperta, ne nazadnje tudi vajen podcast je predvsem namenjen temu in jaz bi vaju za začetek vprašal za lansko sezono, kako ste zadovoljni z lansko sezono? Jaz bi rekel, da če gledamo, kakšni so bili cilji, pač Final Four ABA Liga, potem drugi krog Eurokupa, pač kar smo dosegali, Final Four ABA lige nismo dosegali, pa zmagali smo pač državno prvenstvo, pa pokal Spar smo pač popuščili proti Krki. Rezultatsko smo polovično uspešno končali sezono. Če pa gledamo, da nas je v bistvu v danih momentih, ko smo bili v naletu, pač korona ustavljala nekako, ne bi jih rekel, da je bila neuspešna, ne bi pa rekel, da je bila uspešna, tako da bi rekel, da smo nek na sredini ostali, pač neko povprečje. Ja, rezultatsko smo bili polovično uspešni, organizacijsko so koraki naprej, to nas v bistvu najbolj veseli, ker so to pač nastavki tudi za vse ostalo, tako da bomo videli pa tudi, kaj bo prinesla sledeča sezona. Ja, jaz bi mogoče res rekel, da meni je good ta projekt, če so res v planu ti mehni baby stepi, pa da se počasi gradi vse skupaj, mi je to čisto všeč, ker koncu se mora nazaj zgraditi celoten fanbase, ker se pač dejansko se fanbase izgubil zaradi toliko enih let suše, rezultatske in vsega skupaj in metanje teh peskov v oči za vsakič, ko je nekaj novega pač blizu Olimpije, probali prijeti za investicije. Tako da ja, če so ti baby stepi, pa da bodo taki baby stepi, jaz jih pač vzamem, meni so pač urejo ti baby stepi. Je pa zdaj to odvisno, koliko časa je namen, da ta projekt obstaja. To je pa zdaj tiste drugo vprašanje. Koliko so glavni v klubu potrpežljivi s tem. Tako. Zaenkrat kaže, da ne bi bilo tako. Upam, da tako ostane. Ja, pa se vam zdi, glede na to, da se pač Euroliga zapira, pa vse tako naprej, da mogoče gre vse skupaj prepočasi, glede na to, da so povedali v vodstvu, da pač Euroliga nekako je dolgoročni cilj. Zdaj, če se bo zaprla, pa je zdaj to, ne? Jaz bi rekel, da se ne gre prepočasi, zaradi tega, ker Delejeva tipičen primer, vsi bojo zdaj vrgli ne vem koliko enormnih denarjev noter v sestavo ekipe, že lansko sezono, primer Mornar z Bara, pa se dobro ve zdaj, kaj zdaj v off-seasonu počnejo, ko so razpustili dejansko celotno ameriški bataljon, ko so ga imeli, da bojo kar orang budget zmanjšali, isto budučnost, po vsej verjetnosti, da bo budget zmanjšala. In ja, to neko brezglavo zapravljanje in neko lovljenje tega zadnjega vlaka za Euroligo na tak način se mi zdi totalno nesmiselno. In mi je good, pa čeprav je manjši budžet, da se dela na tak način, kot se dela trenutno, da imaš neko, ko bi rekel, da imaš pošlihten pod streho, kar se financ tiče in da dejansko vlagaš toliko, kar si zmožen pač vlagati v ekipo noter. Jaz bi pač tukaj dodal, vsi vemo Ljubljana, fanbase in vse ostalo, kot tudi sama Slovenija. Zdaj imamo mi v bistvu Atlantik grupo, ki večinsko vlaga v naš klub, potem pa manjkajo slovenske velike firme, ala Petrol, ala Gorenje, čeprav je Petrol še poleg in vse skupaj. In pač podobni velikani, ki mi je recimo ta evropski trg, kot tudi balkanski, bom rekel, zanimivo. Zdaj, utopično je pričakovati, da se bomo mi lahko s proračuni, recimo že z Beogradom kosali, kje so potem še kakšen Berlin, kakšen Pariz. Potem imamo tukaj klube, kot so Barcelona, Real Madrid, ki se v bistvu financirajo iz nogometnega dela. Tako da generalno mislim, da mi nekako sodimo v ta Eurocup, ki zagotovo ni slab in predvsem se mora narediti ta reset v glavah košarkarske Slovenije, da pač stari časi so mim in že če sam pogledam situacijo doma, Ata še zmer sanja o Euroligi, pa kako so basket igrali, tudi sam pol pogledam posnetke, pa ja, wow, ampak pač realnost je taka, majhni smo, nimamo keša in zaenkrat je to domet, če se bo kdaj zgodila Euroliga, zagotovo mislim, da se ne bo na dolgi rok, ampak če kakšno sezono uspemo, bo pa to tista smetana na torti in predvsem je biti treba realen, pa konec koncev tudi ta igralski bazen v Sloveniji je pač zelo suh. In to, če te prekinem, zaradi tega suhih let Olimpije, odkrit povedano. No, tudi igralski bazen je zelo suh in tisto, kar imamo pač, ko gre recimo preko nivoja Eurocupa,
grejo v Euroligo in enostavno so pač potem domači igralci finančno nedostopni oziroma grejo v NBA, je pa premalo potem igralcev recimo za trenutni nivo, ki ga Cedevita Olimpija igra. Tudi nekako, če pogledamo proti tej Euroligi, ne, ok, recimo, da pridemo v Euroligo, mi se, kot si rekel, nikoli ne bomo mogli kosati iz Barcelono, iz CSKA in iz vsemi Rusi, ki so noter, in z Real Madridom in tako naprej, ker ti klubi bomo imeli konstantno 3x večje budžete, kot ga boš pač ti imel, in ti se konec koncev sploh ne boš mogel boriti za ta višja mesta v Euroligi, čeprav bi si želel, ker ta mesta bojo konstantno rezervirana za te najbogatejše klube. Naš realen domet, če slučajno pridemo v Euroligo, bi bil recimo Žalgiris. Jaz mislim, da bi se mogli po Žalgirisu pač nekako tudi zgledovati. Ne. To pa govorimo, da bi mogli imeti še enih dodatnih 7 milijonov evrov budžeta. Zdaj, takrat, ko je bila Olimpija recimo top, mislim, v najboljših euroligaških letih, je bil recimo, kakor bi rekel, trenutni proračun pa tisti najboljši 10. Ne. Zdaj pa se proračuni CSKA je pa to po 50 milijonov evrov, to je pa krat 10-20, to so pa res potem enormni razponi. Ne. Ja, zdaj se pošteno zagrizel v to topiko denarja v košarki in denarja v slovenski košarki. Pa ne samo v košarki, veš. Pač mislim, da je tukaj denar v slovenskem športu nasplošno. Zdaj, če se sam malo navežem na začetek, ki si Tilan ti rekel, ja, kakaj športnike sproduciramo, če gledamo samo quality of service olomljeno z evro, mislim, evri so zelo pri nuli, mislim, mi vlagamo izjemno malo v šport. Dejansko. Profesionalizem je pod vprašajem, ne? Ampak predvsem ekipni športi, saj v individualne še nekako vlagamo, ampak ekipni pa, saj se bojo že znajdeli. Uspešni smo v odbojki, uspešni smo v rokometu, uspešni smo v košarki, recimo, če gledamo reprezentančno. Kam gre na več denarja, itak da v fuzbal. Meni je to skregano z logiko, zakaj ne vlagaš maksimum denarja v šport, v kateremu najbolj predstavljaš svojo državo. In v tem trenutku je to odkrit povedan pač košarka. Košarka bo konstantno zdaj magnet, dokler bo Dončić pilo, bo še toliko več pozornosti na košarko padlo. In tukaj mislim, da se nasploh denar zelo slabo deli med profesionalne športnike in reprezentance in ekipe in nasploh vse. Na Žalgiris sem se hotel navezati, zaradi tega, ker je Litva primerljivo velika država, primerljiva populacija, tudi približno 2 milijona prebivalcev imajo, gospodarstvo celo nekaj šibkejše kot v Sloveniji, če delamo recimo primerjave z gospodarstvom, pa imajo Žalgiris vse, recimo, je bil na Final Fouru par let nazaj, je eden izmed boljših klubov, predvsem pa redno igra tam, in če ni Slovenija sposobna sproducirati, slovenska košarka enega kluba, kot je Žalgiris, potem se ne piše dobro prihodnosti naše košarke. Tukaj je bilo treba izpostaviti, ker si Litvo omenil, tam dejansko vsi klubi so tako postavljeni, da se dela za Žalgiris. To je zelo velika napaka, ker vsi hoče nekaj po svoje delati. Pa imaš Krko, pa imaš Helios, pa imaš potem še ostale klube in enostavno v Litvi je košarkarski narod in se večinoma ves denar vlaga lih v košarko in vsak mu je pač enostavno, ko ima nek cilj v svoji karieri, na neki točki avtomatično je Žalgiris. Če bom dober, ok, bom v Žalgirisu špilo. In tega pač manjka v Sloveniji, koliko je bilo nekako včasih ta, zdaj bom omenil, lih tiska, jaz ne maram slišati, pa to, pa včasih, fucking klišejevsko. Ampak ja, Sagadinov model, takrat se je vedel, da se dela za Olimpijo v košarki. In je bilo basta in je bilo konc. Če si bil dober, si bil v Olimpiji. In pač to se je nekako zgubilno, to se pač strinjam s Sagadinom, da enostavno pač to včasih je bilo, ker tega zdaj pač ni več in bi mogel biti. Pa tudi pač v Litvi, jaz sem bil sicer že 13 let nazaj tam, ampak tam je res basket religija. V vsaki vasi je basket igrišče. Ja, Litva na koncev imajo mogoče kakšne dobre plavalke in vse ostalo, fuzbala tam pač je, vse ostalo timskih športov se pa že zgubi, ne. In je fokus tam in koncev res država diha za to. Pri nam so pa že neka zunanja igrišča problem, ne. In tukaj se pola recimo vzgajajo vse te zadeve. No. Ker se lih igrišča omenja, ne? Infrastruktura. Dele en zelo velik problem, ko smo imeli tudi gosta Davorja Užbinca, je infrastruktura. Največ problem je pomanjkanje dvoran, da bi mladi dejansko lahko nadgradnjo v svoji igri delali. Ker, naprimer, imaš dvorano,
po tekmi Blažič recimo hoče imeti dodatno, ne vem, kakorkoli pač šutov in imeti ekstra trening individualen, ga ne more imeti, zato ker imajo krimovke pač v isti dvorani trening. Isto Tivoli, recimo, imaš AC Havoli, imaš Ilirijo noter, ne. Pač to je zelo velik problem. Sam se v Ljubljani 20-30 pa vse osnovne šole s košarkarskimi dvoranami, kjer lahko šut treniraš, tega pa res mislim, da ne primankuje v Ljubljani. Dejansko primankuje, zato ker vse je zaseden. Veš, kaj mislim? Rekreativa, fila urnike in v bistvu pač... Ampak to kaže pa tudi na popularnost po drugi strani, ker ravno to mislim, da dvoran, košarkarskih dvoran, telovadnic pa res ne primankuje, če vzamemo vse šole še zraven. Ampak, dobro si rekel popularnost, sam pa je potreba pa to zrihtati, da bo stvar lahko imela več prostora za tako level popularnosti. Nedvomno, ja. Ampak ne vem, če je ravno infrastruktura pri nas tisti glavni problem, ki bi ga jaz izpostavil. Zdi se mi ravno, da pri tem področju infrastrukture za recimo igranje košarke od tistih najmlajših nivojev, pa tudi naprej za treniranje košarke, saj tukaj se mi ne zdi problematično. Konec koncev, se devita, mislim, v Stožicah je tudi trening dvorana, ne da. Ja, ampak si jo, da recimo, delijo iz krimovkami in to marsikdaj gre navzkriž, ne? Ampak če se še pri košarki samo ostamo, Krka Novo mesto, igra v dvorani Leona Štukle, ki je telovadnica srednjošolskega centra. Imamo Šentjur, Hrušovc, zopet telovadnica, Rogaška, sicer je dvorana in oni mislim, da celo imajo, da je to v bistvu edini klub, ki uporablja to dvorano, ampak vse vidimo, ne, v bistvu profesionalni ABA ligaši nimajo svoje dvorane na razpolago vedno. Kvalitetne dvorane, ja, to so pa že drugo vprašanje. Ja. V Domžale hodil v srednjo šolo in smo imeli v Heliosovi dvorani telovadbo, ker nismo imeli svoje telovadnice, ampak potem drugo leto, ko je bil takrat trener Zmago Sagadin v Domžalah, v Heliosu, nas je skenslil po domač povedan. Samo zaradi tega, da so imeli člani lahko, bom rekel, v bistvu cel dan na razpolago dvorano za šut-avte in vse skupaj. A veš, kaj je bila klefora, te malo popravim. Sagadin, da sem imel poln kufar, ker smo pa hodili noter z rabljenimi supergami in smo jim kao parket sjebavali. Pač primera, ne, banalen, pa so Domžale, majhne mesta, ampak ni prostora oziroma infrastrukture za profesionalen šport. Ne. Rekreiramo se itak lahko na velikih koncih. Ne. Klele bi rabila Olimpija imeti nek podoben center, kot ga imajo v Zagrebu, tiste hran košarke. Tam je 5 igrišč noter in pač mulci lahko trenirajo in tudi člani. Ne, in pol se to dejansko lahko razporedi in za primer, ne, ni pa pač to. Glavna težava je pa definitivno za izpostaviti tudi. Ne. Omenili ste, da ste imeli Užbinca tukaj, ampak oni razmišljajo, bom rekel, da bi sami kaj vlagali v te stvari. Pač jaz vem, da je to ful nehvaležno, kar se teh stvari tiče, ampak v končni fazi so pa tudi vedeli, kaj prihajajo. Mislim, verjetno niso se danes... Te prekinem več, dejansko jih je ta situacija pač presenetila. Dejansko jih je to je priznal, da jih je dejansko presenetila. Oni imajo zdaj pač pogodbo za razvoj igralcev z Ilirijo, lik zaradi tega, ker ni infrastrukture in so iz Ilirijo pač pogodbo podpisali, da lahko pač posojajo te nadobudne pač košarkarje, nimajo pre njih razvoja. Ne. Ista pogodba je pri CD9 junior. Oni dejansko, je rekel, smo bili presenečeni, kakšne so problematike iz trening dvorana, pač to jih je res presenetalo. Mi smo ga probali mečken žicen tako v to smer, če bi slučajno pa oni sami pač gradili, ni li hotel, kaj preveč se v to noter spuščati, no, ampak nekako, kakor sem začutil, sigurno pač je to plan, se od koga pa ne bi bil to plan, ne. Sam mislim, da mora imeti vsem tukaj občina glavno besedo, ne. Se vsi vemo, kako tudi pri fuzbal Olimpiji, koliko je trening, igrišče, problem, tudi take zraven Stožic, pa čist izven mir in take štorije, ne. Ja, financiranje gradnje dvorane je zdaj že spet ena topika, ker če bi jo zagrizali, bi lahko o tem 1 uro govorili, ampak vseeno se mi zdi, ne vem, no, mislim, imajo poleg Tivolija, Stožic in še trening dvorane, zdaj res, da si delijo z drugimi, ampak tukaj pa pol pride ta faktor, če želijo imeti samo svojo dvorano, potem bi morali verjetno samo svoj denar vložiti, ne bi morali tiste mestne infrastrukture uporabljati, ampak če primerjamo z ostalimi klubi, mislim, na področju bivše Jugoslavije, jaz
ne bi mogel reči, da ima Cedevita Olimpija, če gledamo recimo kakšne pogoje ima Crvena zvezda, njihovo glavno dvorano, ki si jo tudi delijo, pa njihovo trening dvorano, ne bi mogel reči, da je tukaj recimo Cedevita Olimpija kaj na slabšem. So enaki pogoji za vse. Naslednji korak je pa seveda to, da imaš čisto svojo, povsem svojo trening dvorano, ki si jo zgradiš, ampak ob 3 dvoranah v Ljubljani, ki jih lahko uporabljajo. Ja, ne vem, če bi to izpostavil med top 3 problemi košarke v Ljubljani ali pa v Sloveniji. Meni odkripuje pa eno, glede na to, da je zelo velik del tega oziroma idej tega projekta razvoj mladih, ne, v kakšnem obsegu ti hočeš to izvajati, definitivno se mi zdi, da je problem, sploh pri takem manjšem bazenu. Samo zlate generacije slovenske košarke smo še z slabšimi dvoranami vzgojili in prišli do tistih igralcev, recimo, če gledamo našo reprezentanco 10 let nazaj, so imeli precej slabše pogoje, tako da, ne vem, je pa potem seveda tudi to, drugi časi, govorili smo o Sagadinu. Vzgoja brez socialnih omrežij, pa tudi to nekaj odnese, ne samo v bistvu vzgoje in navade mladih, ne. Vemo, da je malo bolj vse po nežne. Nedvomno. Sta rekla, da bi še nekaj v igralskem kadru rekla, nekaj novih igralcev je Cedevita Olimpija že podpisala, novih Američanov. Kakšne so vajna pričakovanja za naslednjo sezono? Ta podpis včerajšnji je nekako res postavil stvar nazaj na ta prave tire. Nekako so bili tako oba skeptična o tem podpisu Radovanoviča. Itak sva rekla, da najprej pokaže na parketu, pa malo bolj kritični. Podpis Marko Sakina je meni osebno super, izredno napadalen playmaker oziroma guard, ne. Je pa zelo slabo v obrambi, tako da letos se zna biti ob vseh teh govoricah, da se ne bi za Pulna zanimal že nekaj časa. Bomo na branilskem položaju zelo obrambno slabi. Se pa nekako zdi, da Jurica nekako menja njegov sistem, ne? Zdaj je poudaril vedno obrambo, ampak nekako je videl, da sam profil igralcev, predvsem domačih, gre v smer, ko gre v smer tudi naša reprezentanca, in se mi zdi letošnjo kadrovanje v bistvu dost drugačno kot prej. In mislim, da bomo gledali naslednjo sezono zopet hitro in pa predvsem točkovno visoke tekme. Jaz bi celo tako rekel, da mogoče da bomo imeli zelo podoben stil igre, kot ga ima Sekulič v reprezentanci. In Dončić v Cedeviti Olimpiji. Jaka Blažič. Markus Kin, sam da je on 25 centi manjši. Lansko sezono je Cedevita zadelal polno z tujci na čelu s Kendrickom Perryjem, ki si je tudi pridelal lep transfer v Panathinaikos, lep boost v njegovi pogodbi predvidevan tudi in upajmo, da bo letos podobno, če bodo zopet zadeli na podoben način s temi tujci, potem se lahko obeta zanimiva sezona. Definitivno pričakujemo še en podpis pod košem. Nosilca na centru in kombo garda na 1-2 poziciji se še pričakuje. Želja od navijačev je pa še kakšna tretja ukrepitev na koncu koncev. Med 2 in 3 ukrepitve nekako pričakujeva vsaj midva. In s kakšnim rezultatom bi bila v naslednji sezoni vidva zadovoljna? Uvrstitev v drugi del Eurokupa, vsekakor Final Four ABA, Final Four Eurocapa? Jaz bi rekel, da definitivno Final Four ABA lige. Prvo pa drugo mesto se mi zdi, da bo rezervirano za Partizan pa za Crveno zvezdo. Vse ostalo bo klanje, ker zaenkrat res ne zgleda, da bo budućnost neki močna. Tudi Mornar zgleda, da bo neki močen. IGOK-ja pa spet zelo pametno kadruje. Že lansko sezono klicajdat na IGOK-ja. Ja, nujno. IGOK je res jaz, če ne bi za Olimpijo navijal, bi za IGOK-ja navijal. IGOK ima res tako všečno borbeno košarko, ima te underdog playerje noter, ki res grizejo in res super igrajo lepo košarko. Tako da Final Four ABA lige, finale Eurocapa. Top 8. To je zelo majhen korak naprej pol od te sezone. Jaz ne bi. Ampak moramo vedeti, da kakšne ekipe so letos tudi Eurokupu. Konec koncev se tudi ta liga zapira. Valencia prihaja noter iz Eurolige, potem imamo mi tukaj Virtus z Belinelijem, Teodosičem, tako kot prejšnjo sezono. Bom rekel, finance grejo povsod drastično gor, pri nam pa pomalo.
Ja, lahko bi zdaj res še zelo veliko časa govorili, tudi zdaj ste še veliko novih tem odprla, ampak nekako vidim, da nam je čas že počasi stekel. Vsem bi jaz še nekaj vprašal prej. Omenila sta, da sta Crvena zvezda pa Partizan glavna pretendenta za naslov, pa v bistvu imam zdaj eno tako glavno vprašanje. Od kje je Partizanov toliko veliko denarja? Ja, govori se zdaj nekaj časa že v kuloarjih, da naj bi dobili novega sponzorja. In sicer gre za podjetje, ki je ustvarilo igro Top 11, ki je kar veliki večini znana kot nogometna sim igra. Ne? Ja, na telefonih, možno pa da tudi na kompih. Zdaj Mourinho je njihov ambasador. Take-Two Interaction je kupil to podjetje, ta Nordeus, za mislim, da 375 milijonov tam nekaj tazga, nisem siguren, ne me za besedo zagrabati. Pač nekako zgleda, kot da jim je žlica padla v med, da so dejansko podpisali pogodbo desetletja in so končno prišli na zeleno vejo s financami, na tako legit zeleno vejo. Zdaj se vidi po podpisih, kakšni prihajajo, ne. Vse skupaj nekako tako kaže, ne Eurocup, mislim ne Final Four Eurocup, ampak Final Four Eurolige roster. Zdaj se omenja še Kostasa Slukasa, Breda Wanamakerja, pa Ekpe Judoha, pa Jama Madarja se tudi omenja. To je en izmed prospektov, top prospektov izraelskih. Najbolj zanimivo pa nobenega Srba se po Aleksiju Ravnoviću ne omenja, ne? Ob toliko playerjih. Pa toliko je bilo nekih besed rečenih, da ne bi pa zdaj Srbe tam boljše nakup nametal v Partizanu, ampak gleda, da če tega ne bo. Moramo pa pač vedeti, da ne glede na vse pač v Srbiji vse mogoče, tudi klub, ki ima 10 milijonov minusa, ne, bi rekel dolga, normalno podpisuje playerje in tudi na nekih forumih, pač ko so začeli podpisi z Obradovićem, z Lidejem in podobni, so pola rekli, da bojo na koncu še BAT kupili, ne. BAT pa vemo, kaj je, to je sodišče za igralske pogodbe in to. Pa tudi to, da se pač v Srbiji predvsem Crvena zvezda in pa Partizan napajata iz državnega denarja, tako da tam pa vemo, kdo plača. Ja, oziroma tam se pa ve, kdo kreditu dobri. No. Je pa letos zanimivo, ne? Naš stari znanec Aleksandar Džikić je novi trener Budućnosti, Budućnost zaenkrat še spi, tako da podpisali so Jacoba Valja, ki bi ga midva stilcam rada v zeleno-oranžnem dresu videla, ampak žal so bili oni hitrejši in uspešnejši. Bo pa zanimivo, no? Se mi zdi, da vsako leto en klub več v Ligi ABA prihaja v to, rekel, včasih je bila 4, zdaj je že 6, 7 ekip zgornjega dela lestvice. Potem pa ne smemo pozabiti, imamo tukaj še Krko, no? Če smo že pa ABA ligi, tam pa vse spino, kar je znano je, mislim, da je Rok Stipčević podaljšal še za 2 sezone, vse ostalo je pa v zraku, tako da bomo videli, kje bo na koncu Krka. V glavnem, če še enkrat rečem, Partizan pa Crvena prva, druga, potem pa vse ostalo. Definitivno Partizan bo letos po moje pogazil vse, ali pa ne bo pogazil, pa bomo pa mi zmagali. Ne zmaga vedno denar, oziroma najbogatejši v basketu, ampak z Obradovićem na čelu si predstavljam, da je to nek faktor, ki bo zagotovo poskrbel, da bojo na koncu sezone, verjetno v finalu. Pa kle, mogoče se reči, zdaj, ko smo govorili o teh finančnih vložkih za to sezono, ko so se res poduplirali, koliko je to kaj vzdržano na dolgi rok, vse tiste ekipe, ko ne bojo prešle oziroma naredile prehoda v Euroligo, kakšne posledice v to za njih imeli. To je zdaj to veliko vprašanje, ali na hiter probati nekaj skupaj spraviti, ali pa iti tako kot Cedevita Olimpija, pa se sparjazen, pa reči, pač Eurocup je naš level, pač tako to je, nimaš kaj. To je tisto glavno vprašanje in to je tudi tisto vprašanje potem dolgoročno za uspeh tega projekta Cedevite Olimpije. Vemo, ko je prišel Tedeschi, prvo stvar je rekel, Euroliga, takrat je na uvodni konferenci povedal, da računa že tisto naslednjo sezono, nekaj poskušali s kakšnim wildcardom, tako da zelo visoke in visoko leteče obljube so bile, publika je pa to slišala in konec koncev je tudi to potem tisti benchmark, po katerem bomo ocenjevali in tudi je treba vedeti, še vedno se mnogi spomnejo Eurolige v Ljubljani, ni to zdaj neka davna preteklost, 2011, 2012 ni ravno tako zelo daleč, vsi se tukaj še spomnimo teh tekem in polne dvorane in mislim, da je tudi to tisto, kar bo potrebno za to, da bodo Stožice zopet polne, čeprav tako kot sta omenila, tudi Eurocup bo premogel nekaj velikih imen. Ni pa to Barcelona, CSKA, Real, Panathinaikos. Moramo pa tudi to vedeti, da z letošnjo sezono pride do menjave na položaju predsednika kluba.
Ja. In gospoda Berločnika bo zamenil gospod Tadeski, ki ga pa že tudi lep čas nismo v medijih slišali, tako da upam, da bo tudi počasi. Pričakujeva tudi midva in po vsej resnici celoten fanbase, da se mečkam pred kamere postav pa kakšno novinarsko konferenco spele čez, ne? Vsekakor, tako kot ste povedali, košarka je pri nas, vse vidimo, kakšen fenomen je in kakšne fenomenalne igralce imamo in bi bilo res škoda, da se tega ne izkoristi tudi na klubskem nivoju. Je pa klele spet tista problematika slovenskega naroda in neka tradicija, da smo takrat, ko se zmaguje, itek vsi z glavom skup, takrat, ko pa rabnik klub pa support. To je res. Ko bo Euroliga prišla, se bojo vsi borili za karte, če bo prišla. Jaz bi rekel že celo to sezono, če bi bila možnost udeležbe tekme, da bi že na teh Eurocup tekmah, ko so zmage padali in ko so take igre predstavljali, pač kazali, kako so jih. Letos bi Virtus spadal s publiko. Ja, jaz bi rekel, 7 jurjev folka bi bilo sigurno na tekme, med 5 in 7 tisoč. Spoden ring bi se po mojem lahko lepo zafilo. No? Točno tako, ja. Tako da bo pa tudi že spet vse od epidemije odvisno, pa kdaj bojo zopet v polni meri. Videli smo Slovenija, Hrvaška, ne? Kaj dela polna dvorana, pač je to guštne. Mene je bilo zakon, sem bil na tekmi, sem plačal 45 € za karto, da sem bil za slovensko klopijo zadaj, ampak. A lahko še samo za konc, a lahko še kaj pograjamo? Ja, izvolite, pograjete, pa bomo z grajanjem končali. Prva in bom rekel z moje strani edina graja leti na Košarkarsko zvezo Slovenije. Imaš tekmo Slovenija-Hrvaška. Luka Dončić igra tekmo, ko je Bohvet Kokcata že spet ne bo v Ljubljani. Kje so dresi Dončić? Bil je lep ognjemet in vse skupaj, ne? Ampak to bi mogli posiljevati ljudje z dresi. Potem je bil tukaj Twitter, Američani pripravljeni po $150 za en fucking original dres. Ni nikjer, je luba gela. Če zdaj na bojo vroče žemalce prodajali, da jih bojo. Klele mogoče še za izpostaviti, ne? Da dejansko pač Dončić ima pogodbo pa z Jordanom. Idealna možnost Adidasa, da prodaja Adidasov dres z imenom Dončić na dresu. To meni je res neverjetno. Sploh pa zdaj, ko so novi dresi prišli, dresi so super, pač lepši dresi kot oni prejšnji, nimam kaj reči. Kdaj jih bojo začeli prodajati? Med prvo tekmo. Med tekmo jih bojo prodajati. Zato, da bo folk po tekme zgubil, pa zamudil, zato, da se bojo zafrkavali tam, ko bo skrešana stran in bojo mogli refreshati, pa F5 pritiskati, pa kreditne kartice not upisovati. Mislim, katastrofa. Kle so res veliki hejti na KZS. Jaz ne vem, zakaj imaš top 5 najboljšega igralca na svetu, pa če ni bila nikoli prej prilika, pa smo bili že prvaki evropske, pa vse, dajmo zdaj koristiti. No. Mislim, kaj še ne pa vajem mnenje, no, da še to vprašam. Ja, jaz sem ravno v prejšnjem podcastu, ko sem z Davidom Turšičem govoril o Pogačarju, Rogliču in Mohoriču in Turu in kolesarstvu, je na koncu si isto stvar povedal, sicer dodal zraven še kolesarje in da upa, da bo lahko kolesarske drese kupili na olimpijskih igrah od Rogliča in seveda Pogačarja, ampak omenil tudi KZS in njihove drese. Tisto, kar lahko povem, je to, da so pogosto pogodbe podpisane že dolgo nazaj in da ni samo odvisno od zveze tukaj, ampak od njihovih dobaviteljev, pogodb, rokov in vsega, kar so podpisali. Tukaj je seveda včasih mogoče potrebno malo bolj dolgoročno planirati, tudi drugačne pogodbe mogoče podpisati, ampak ja, mogoče, bom samo tako rekel, ni tukaj samo krivda na Košarkarski zvezi, ampak tudi dobavitelju in pogodbah, ki so podpisane že bile predtem. In je potem seveda zveza tukaj odvisna. Pripričan sem, da bi prodali vse drese, ki bi jih lahko. Daj, če ne zdaj. Ne? Leten proračun pa še kaj zraven bi si zafila, no, odkrit povedan. Bi pa še nekaj rečem, ne, kako je bila izvedena ta prva prodaja. Ne. Rečeno je bilo, da bojo ob 8 zjutraj začeli prodajati, dresi so bili pa 20:07 že razprodani. Ne. Ti imaš pa Američane, ko si alarm naštima za ob 1 zjutraj, pa se zbudi ob 1 zjutraj po. Ja, KZS se mora to zavedati, da je pač Dončićov fanbase tudi pol Amerike in Amerikanci vemo, da so usekani na drese, so pač zbiratelji in pač denar ni problem. Klemenok za ameriški španski trg čist druge tarife, pa bodo lihtko šli. Kle bi Ledvico prodajali za dres, no joke. Pa Azije, pa Latinske Amerike. Luka je globalna znamka in prej ali slej se bo začel pojavljati tudi na seznamih tistih 5-10 najbolj prepoznavnih športnih imen na svetu se že, ampak ni še ravno na nivoju Djokoviča, Federerja,
Lebrona, morda tistih top of the top, ampak ni pa tudi zelo daleč od tega. In tudi, ko govorimo za Pogačarja in Rogliča, kolesarstvu zelo prepoznavni imeni. Ja, dejstvo je, da Slovenija nasploh, naše gospodarstvo, naše zveze, vsi, ki so povezani z delovanjem v športu, ne izkoristimo dovolj potencijala iz vidika promocije in vsega, seveda, tukaj je to povsem jasno. Jaz imam samo še čisto zadnje vprašanje. Blažič v Žalgiris ali ne? Ne. Jaz mislim, da je to pač... Ne sme. To je pač obraz Cedevite Olimpije. Jaz mislim, da ne bo nič iz tega. Tudi sam je rekel že v intervjuju takoj po koncu, kvalifikacij, da pač ne prihodna sezona on špila pač v Ljubljani. Tako da jaz mislim, da klele je vse skupaj nek smoke screen. No, ampak če pride do tega, potem tudi projekt Cedevite Olimpije pade. Zgubi identiteto. No. Če bi v najslabšem primeru do tega prišlo, bi projekt Cedevite Olimpije z odhodom Blažiča zgubil na pol identitete. No. Moramo vedeti, da je Blažič prišel iz Barcelone, ker ni kar tako. To je bil pa v bistvu največji prestop igralski za Olimpijo. Bom rekel, nek preverjen igralec top levela. Na vrhuncu kariere. Ne? Ja, takrat mislim, da je pa 28-29 prišel v Ljubljano. Od tega podpisa še ni bilo, recimo, podpisa tako preverjenega igralca v Ljubljano. Tako da. Pa ne vem tudi, kako bi lahko nadomestili odhod s tem. Ne? Več kot jasno je, da bomo morali to debato nadaljevati, mogoče po olimpijskih, pa po teh podpisih začetku sezone, tudi pred začetkom naslednje sezone bo še dosti za predebatirati. In se že veselim še enkrat podcast Blokada, Tilen in Robi, lahko jih najdete tam, poslušate, se naročite, podcast Blokada, tam boste našli vse podatke in linke na Twitterju. Jaz bi se tudi zahvalil obema gostoma. Izjemno zanimiva sogovornika, tako da hvala, pa naprošena še kdaj. Ne? Lahko se pa kdaj tudi na kakšnem pivu dobimo, pa tako malo neformalno podebatiramo. Da upajmo na kakšni tekmi Cedevite Olimpije, če ne prej, to pa zagotovo. Mi se pa v bistvu tudi zahvaljujeva za vabilo, no, ker nekako je ta epizoda v paci že 1 leto, Mataja, ne? Ja, so se že dolgo menila. Je dozorela, kot pravi steak. In taki so ponovadi najboljši, pravilno zorjeni. Ja, tako je. Res obema hvala za povabilo, za ta zanimiv pogovor, no, pa bomo na vezi, če ne prej, ko bomo olimpijski prvaki. In na tej točki lahko zaključimo. Hvala vama in se slišimo, se vidimo. Adijo. Adijo.